Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Muzeji po vsem svetu na današnji 18. maj odprejo svoja vrata in predstavijo svojo dejavnost. Mestni muzej Idrija je osrednji muzejski javni zavod na območju občin Idrija in Cerkno, ki skrbi za dediščino v najširšem pomenu te besede. Miha Kosmač, novi direktor tega zavoda, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Pred dobrim mesecem in pol ste prevzeli mesto direktorja, vodite ta javni zavod. V kakšni kondiciji je pravzaprav mestni muzej Idrija v tem letu? Lahko rečem, da ne glede na okoliščine povezane predvsem z epidemijo in tudi sicer je muzej v zelo dobri kondiciji. Mislim, da je moja predhodnica na tem mestu, direktorica Ivana Leskovec, napravila res eno odlično delo v teh preteklih 27 letih. Tako da zdaj že vsi skupaj s celotnim kolektivnom oziroma v prihodnost. Ustanovitelj muzeja je občina Idrija, občina Cerkno ni ustanovitelj. Tako drži, občina Idrija je glavna ustanoviteljica, tako da tudi prispeva največji delež, kar se tiče predvsem programskih sredstev in pa za vzdrževanje kulturnih objektov. Sicer pa nam predvsem za plače zaposlenih krije tudi Ministrstvo za kulturo. Skrbite kar za veliko objektov v obeh občinah. V Idriji so to, mislim, da Kamšt, rudarska hiša, potem grad in še, kdo je četrti? Oddelek rudniških strojev in naprav v Jašku Frančiške. V Cerknem skrbite za bolnico Franjo, ta sodi pod sklop objektov iz druge svetovne vojne, kamor sodi tudi Tiskarna Slovenija. Ta sklop je nekaj posebnega, ne? Tako drži, tudi se pravi Partizanska bolnica Franja nosi znak evropske dediščine, tako da je pomembna se pravi za širši evropski nivo, ne samo za dediščino na našem območju, ima pa tak potencial tudi Partizanska tiskarna Slovenija, tako da se že vsi skupaj trudimo, da razvijamo vsebine in jaz bi rekel, zremo v prihodnost in upam, da mogoče bo kdaj ta znak nosila tudi Partizanska tiskarna Slovenija. To bi bilo lepo. Najbrž bi nekaj pripomoglo tudi k temu, da bi se število obiskovalcev nekaj povečalo. Sedaj je število skromno, ne? V Partizanski tiskarni Slovenija je zanimivo, sam sem veliko brskal po dokumentih, problem isti kot od samega odprtja leta 1947. In sicer to je dostopnost tiskarne. Se pravi, predvsem iz spodnjega dostopa, se pravi iz smeri Kanomlje, je cesta uradno gozdna cesta, tako da sicer sami skrbimo večji del za dostopnost, se pravi za čiščenje tega kamenja, odvodnavanje, ampak vse drugo pa se pravi ni v naši pristojnosti. Tako da jaz si nadejam, da bomo skupnimi močmi, se pravi Zavodom za gozdove in pa tudi občino, tudi ta dostopnost v prihodnosti premaknili, bi rekel, z mrtve točke, da se nekaj spremeni. Ob tem pa najbrž ne stavite na masovni turizem, ampak na to obliko butičnega turizma in predstavljanja dediščine. Tako, ampak bi rekel, podobno kot tudi za bolnico Franjo, največji, bi rekel, naš motiv so mladi, otroci. Tukaj se pa seveda pojavlja problem dostopnosti z avtobusom, namreč avtobusi sedaj po večini prihajajo iz smeri Vojskega, kjer je pa, se pravi, pot do same tiskarne daljša, se pravi, iz spodnje strani je 250 metrov, iz zgornje pa 1 kilometer. Poleg tega pa je tudi bolj strma in je predvsem v primeru, da je vreme slabše, tudi bolj nevarna, se pravi, za same obiskovalce. Tako da, predvsem z tega vidika si želimo, da izboljšamo to dostopnost, se pravi, tudi za avtobuse in pa, se pravi, tudi za vse ostale obiskovalce. Na Cerkljanskem upravljate 2 objekta dediščine, ob bolnici Franji, tudi domačijo Franceta Bevka in muzejsko hišo v Cerknem, ki je pomembno središče kulturnega življenja. Bevkova domačija, razstava na njej kliče po posodobitvi, najbrž. Ja, ampak lahko že z veseljem povem, da naslednje leto, ko obeležujemo 70. obletnico, pripravljamo celo plejado, lahko rečem, aktivnosti in ena izmed pomembnejših bo tudi prenova, se pravi, zgornjega nadstropja Bevkove domačije, kjer pripravljamo posodobljeno muzejsko razstavo. V muzeju je zaposlenih 16 sodelavcev. Kdo vam zagotavlja sredstva za plače? Se pravi, osrednji del sredstev za plače predstavlja Ministrstvo za kulturo.
Eno zaposleno krije občina Idrija, dve zaposleni pa krijemo iz lastnih virov in pa en del tudi s pomočjo projekta Evropske unije. Ti lastni viri niso tako majhni, konec koncev, okrog 20% ne bi znašali. Tako, bi rekel, to je specifika Mestnega muzeja Idrija v primerjavi z drugimi slovenskimi muzeji, ki ponavadi zagotavljajo do nekje do 5% lastnih sredstev, se pravi za razvoj muzejskih programov in vsebin, pa mi namenjamo kar približno 20%. Tako da tukaj smo zagotovo nekaj posebnega, je pa to naša specifika in predvsem se pravi zaradi števila objektov, ki jih upravljamo in zaradi števila programov, predvsem, ki jih ob tem izvajamo, smo pač v to na nek način primorani, zato da za vse obiskovalce držimo en ta nivo, ki ga od nas ne nazadnje tudi pričakujejo. Najbrž največ vstopnine poberete v Franji. Drži, čeprav lahko rečem, da se ta delež sedaj iz preteklih let nekako manjša, trudimo se, da predvsem dvigujemo obisk na gradu Geverkenik, kjer smo v ta namen tudi zasnovali nove programe, kjer pa je osrednja naša figura Marina Merhlerca. V Franji je potrebno tudi veliko vzdrževalnih del. Kako jih financirate? Pretežen del financiramo iz lastnih virov, en del tudi se pravi z občinskih sredstev ali pa s pomočjo razpisov projektov Ministrstva za kulturo. Tukaj lahko kar na tem mestu dodam, da bi bil za nas predvsem dobrodošel, se pravi upravljavski načrt, ker bi s tem lahko prišli tudi do virov financiranja strani države. Čeprav ta upravljavski načrt se vleče kot jara kača, pravzaprav pred 10 leti je bil dokument že izdelan in ki je končal v predalih na občini. Tako, uradno, kolikor mi je znano, je manjkal samo še potrditev na občinskem svetu, se pravi vse ostale stvari so bili pripeljane do konca, sedaj smo pa v bistvu na začetku. Če sem prav informiran, so na občini naročili kar nov dokument. Kaj zamerijo temu staremu? To pravzaprav ne vem, tudi v navodnem sestanku to nismo izvedeli. Lahko pa rečem, da smo vsi pripravljeni, da se zavedamo te problematike in da dejansko pridemo do tega upravljavskega načrta, kar je bistveno predvsem za ohranjanje varovanja spomenika, kot je Partizanska bolnica Franja. Že prej ste omenili, da bo muzej prihodnje leto obeleževal 70-letnico ustanovitve. Boste ob tej priložnosti prenovili katero od postavitev? Mi v bistvu načrtujemo več aktivnosti. Namreč ob sami 70-letnici muzeja imamo tudi 45 let, se pravi Cerkljanskega muzeja. Kot vemo, se pa približujemo tudi 80-letnici Partizanske bolnice Franja. Tako da, skratka, vse te naše aktivnosti bodo nekako povezane med seboj, nekatere bomo tudi že napovedovali, druge pa se pravi pripravljamo. In sicer pripravljamo cikel razstav, ki bojo se pravi v naši izvedbi. Te so deloma likovne, deloma pa bojo muzejske. Se pravi, načrtujemo dve večji likovni razstavi, še ena obletnica, ki se pa nam pojavlja, pa 30 let, se pravi Slovenije odprte za umetnost, kjer je muzej tudi med soustanovitelji. Tako da drugo leto se nam res pokrije nekaj jubilejev, tako da načrtujemo tudi predstavitev te razstave. Sicer pa načrtujemo eno večjo osrednjo muzejsko razstavo, nekako smo trenutno z delovnim naslovom poimenovali 70 predmetov iz, se pravi, naših depojev, ki do sedaj še niso bili videni in bojo zagotovo prav paša za oči. In pa seveda povezane zgodbe s temi predmeti, kar je pa se pravi v skladu z današnjimi trendi v muzejski stroki. Potem pa se skušamo tudi z eno razstavo na muzejskem trgu približati, pa se pravi tudi širši javnosti, se pravi vsem dejansko mimoidočim. Tako da bi rekel tudi na en tak bolj splošen način predstavimo naše poslanstvo in pa predvsem razvejano delovanje. Vaše poslanstvo je tudi zbiranje in čuvanje teh predmetov. Drži podatek, da jih imate 26.000 kosov. To je ogromno, ne? Mi imamo v bistvu preko 26.000 enot inventariziranih v muzejski inventarni knjigi. Se pravi, kosov je še bistveno več, ker so nekateri predmeti vpisani in imajo več kosov.
Imamo pa tudi še skoraj 10.000 predmetov v akcesijski knjigi. Se pravi, teh predmetov je res veliko. Poleg tega so pa še ti, ki so na stopnji vhoda, se pravi, so prišli v muzej in jih je potrebno še obdelati. Tako da tudi z tega vidika je pravzaprav ta depojski prostor, ki ga večkrat izpostavljamo, za nas res en problem oziroma ga vidimo kot izziv, da ga v prihodnosti rešimo. Tukaj so najbrž problem predstavljajo težki predmeti, povezani z rudarstvom, z dediščino. Najbrž za hranjenje teh predmetov sedaj nimate primernih prostorov. Drži, poleg, bi rekel, teh večjih predmetov pa je problem predvsem, se pravi, pogoji za hranjenje predmetov. Namreč zato, da se predmeti na dolgi rok ohranijo, potrebujemo predvsem konstantno temperaturo in pa uravnavanje vlage. In pa tudi osvetlitev je pomembna, tako da vsi ti pogoji osnovni je potrebno za vsak posamezni predmet prilagoditi. Se pravi, če malo posplošim, kovine imajo svoje specifike, les ima svoje zahteve, steklo, obleke, se pravi, vse ti predmeti, predvsem pa recimo tudi bogata zbirka naših likovnih del, je tista, ki v bistvu zahteva svoje posebne pogoje varovanja in ohranjanja. Kako je s tem varovanjem? Pred leti so bili tatovi v vaši Beblerjevi zbirki, so ukradli kar nekaj predmetov, v bolnico Franjo mislim, da so ob eni priložnosti tudi okradli. Kako je z varovanjem sedaj urejeno? Varovanje je, bi rekel, na najvišjem možnem nivoju, imamo posebno službo, ki skrbi za to. Poleg tega pa izvajamo tudi redne preglede, se pravi, vsi naši zaposleni in pa ti, ki delajo na muzejski recepciji, skrbijo za redne obhode, opozarjajo obiskovalce, tako da skratka, kar se tega tiče, skrbimo v največji možni meri. Živimo v času digitalizacije. Kaj ta proces prinaša na vaše strokovno področje? Torej, največja sprememba je, bi rekel, z tega osnovnega poslanstva muzeja ta, da so se včasih predmeti vpisovali v ročno inventarno knjigo, sedaj pa jih vpisujemo v digitalno inventarno knjigo, se pravi, predmete zberemo na terenu, jih potem zberemo vse zgodbe povezane z njimi, preverimo provenienco, se pravi izvor tega gradiva in jih nato obdelamo z ustreznimi metapodatki. Tako da to je potem tista zadnja stopnja, ko predmet dobi inventarno številko. Digitalizacija najbrž posega tudi na področje predstavljanja te dediščine. Tukaj ste prinesli s seboj v studio knjigo Tihotapka Melchiorca, ki jo naši gledalci najbrž že poznajo. En del teh zgodb lahko, do enega dela teh zgodb lahko obiskovalci dostopajo tudi digitalno, drži to? Drži, ja, tukaj se poslužujemo modelov te obogatene resničnosti, konkretno v tem primeru Marine Melchiorca je to AR, se pravi, da lahko bralci poleg tega, da berejo, listajo, tudi s pomočjo telefona pridejo do nekaterih skrivnosti, ki so skrite prav pod temi kodami v slikanici. Živimo v času epidemije, ki to poletje je malo pojenjala, pa vendarle, kako ste v zadnjih 2 letih pod temi pogoji pravzaprav delovali? Težko? Težko, bili smo tudi večkrat zaprti, najdaljše obdobje mislim, da je bilo 1,5 meseca. Poleg tega se je to poznalo predvsem pri organizaciji dela in pa seveda pri upadu števila obiskovalcev. Tako smo recimo v lanskem letu zabeležili 58% obiskovalcev v primerjavi z zadnjim, da tako rečem, normalnim letom 2019. V delovanju vašega zavoda je pomembna tudi izdajateljska dejavnost. Za idrijske razglede, tukaj imamo v roki to zadnjo številko iz lanskega leta, skrbite že zelo dolgo, ne? Tako, več kot 50 let, tako da bi rekel, ta izdajateljska dejavnost je ena izmed tistih načinov, kako tudi bi rekel svoje proučevanje in svoje primarno delo v bistvu predstavljamo širši javnosti. Ta domoznanska revija je zagotovo, bi rekel, tudi v širšem slovenskem prostoru priznana, tako da tudi, bi rekel, primarno sicer objavljamo prispevke
iz idrijsko-cerkljanske regije, seveda pa pri tem glede avtorjev, ki sodelujejo pri tem, pa nismo omejeni. Tako da se res trudimo, bi rekel, zajeti širši slovenski prostor in da vsi, ki se ukvarjajo z našim prostorom, imajo tudi možnost objavljati svojih spoznanj. V teh dneh nadaljujete serijo predavanj Muzejski večeri, ki so po novem na gradu. Tako, tukaj je predvsem zaradi, se pravi, COVID-a prišlo tudi do ene te manjše spremembe v programu. Želeli smo namreč ohraniti kontinuiteto muzejskih večerov, ki tečejo že 39. sezono. Po drugi strani smo se pa že ob načrtovanju tega programa zavedli, da v času zime, ko so ponovadi potekali, se pravi nekje od oktobra do februarja, bomo po vsej verjetnosti ali zaprti ali pa omejeni, kar se tiče možnosti obiska. Tako da smo zavestno nekako začasno premaknili ta termin muzejskih večerov, se pa veselimo že, bi rekel, realizacije. Če povemo nekaj vaših osebnih podatkov, lahko rečemo, da ste gimnazijo obiskovali v Idriji, fakulteto za humanistične študije pa v Kopru in da ste po izobrazbi doktor znanosti z disertacijo preselitev prebivalcev iz Istre in Sudetov po drugi svetovni vojni. Kako vas je ta tema tako vznemirila, da ste doktorirali iz tega? Ja, bi rekel, tekom študija sem imel možnost dela kot mladi raziskovalec, tako da smo potem skupaj z mentorjem in somentorjem iskali tematiko, ki na tem področju še ni bila obdelana, predvsem z vidika primarnih arhivskih virov. In tako se nam je ta tematika širša, se pravi preselitev prebivalstva iz srednje in vzhodne Evrope, zdela primerna kot en tak širši kontekst umestitve teh migracij in se pravi podrobno pa tudi primerjave med Istre in Sudetov, predvsem zato, ker se v italijanski retoriki v preteklosti več kot enačilo te dva, bi rekel, modela preselitve, v praksi pa se je izkazalo, da temu ni tako. 7 let ste bili zaposleni tudi na obali. Ti prostori dihajo malce drugače, idrijsko-cerkljansko ali Koper in Izola, ne? Ja, drži, predvsem mogoče z vidika te odprtosti, pa tudi neke komunikacije so veliko bolj dostopni. In pa mislim, da se res pokaže na obali ta vpetost v nek ta širši prostor, se pravi ob meji, Italija, Hrvaška, tako da pride tudi lažje do nekega mednarodnega sodelovanja. Nekaj tega prepiha ne bi škodovalo tudi v naših krajih. Drži, predvsem moramo, bi rekel, razširiti obzorja, kar se tiče razmišljanja, da ne vidimo zgolj, bi rekel, sebe, lastne interese, ampak da skušamo gledati na skupno širše dobro. 5 let ste bili v službi v Idriji kot kustos v muzeju. To je dobra podlaga sedaj za vašo novo funkcijo direktorja. Drži, mislim, da je za vsako ustanovo pomembno, da se pravi, jo nekdo pozna od znotraj, se pravi, da pozna organizacijo dela, način dela, specifike dela, kar nekomu, ko bi prišel od zunaj, zagotovo ne bi bilo jasno in bi predstavljalo lahko težavo tudi z vidika razvoja za naprej. Sicer pa sem izbrskal tudi podatek, da ste košarkarski sodnik. Drži. Tu mi po mojem pride predvsem prav z vidika, se pravi, neke mirnosti, motivacije, pa tudi predvsem psihologije, ki je zelo pomembna za to, da recimo hkrati 10 igralcev in 2 trenerja na igrišču spraviš v ene okvirje, tako da je tu ena specifika, ki mi zagotovo pride prav tudi pri mojem delu. Podobno število zaposlenih imate sedaj tudi v vaši ekipi na muzeju. Tako malo več, 16, ampak ja, si pa pomagamo, moram reči, tudi z našimi zunanjimi sodelavci. Brez njih, predvsem vodniške službe, ne bi morali opravljati, tako da na tem mestu se tudi vsem zahvaljujem. Moram reči, da je pomembno res izpostaviti, da brez neke te predanosti muzeju, pripadnosti in pa velikega entuzijasta vseh, ki z njemu sodelujejo, sigurno ne bi muzej bil v tako dobri kondiciji, kot je. Miha Kosmač, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za ta pogovor in seveda obilo želja za dobro in uspešno vodenje muzeja v prihodnje vam želim. Hvala tudi vam, bi pa na tem mestu še vse gledalke prosil, da si ogledajo razstavo Albina Stolina, Kipi, ki je zagotovo ena paša za oči, ena posebnost v našem prostoru.
in pa seveda, da spremljajo program muzejskih dogodkov, saj bo zagotovo vsak našel nekaj za sebe. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda povabilo v prvi priliki obiščite muzej v Idriji ali v Cerknem, Zakojci, na Vojskem, kjerkoli in se srečate s to našo bogato dediščino. Srečno!